Pogosto sem se spomnila na prva leta svojega službovanja na Jani. Takrat je bila urednica Bernarda Rahovec, ki je bila edina dosti pametna, da je dala narediti eno raziskavo, kdo Jano bere. In ko je dobila rezultate, ni verjela, je dala narediti še eni drugi, takrat pač na voljo organizaciji, da je to raziskavo naredila, ampak rezultat je bil enak. Jano je takrat bralo 98% žensk, ki so imele končano, ampak v glavnem tudi nekončano osnovno šolo. To je bilo leta 1965. Zračunajte si, da bi to bilo zdajle 35, 50 let nazaj. So bili ljudje, to so bili v glavnem ženske, ki so bile z današnjega pogleda gledano neizobražene. Mogoče danes situacija drugačna. Veste, z mladimi pa tudi vidim zelo veliko ljudi, ima magister gor napisan pa tako naprej. Mi tukaj danes poslušamo stvari, ki so namenjene v glavnem ljudem, ki so izobraženi. Moramo pa vedeti, in to jaz govorim iz te izkušnje, vseh teh številnih, ki sem jih vozila, to so neizobraženi ljudje. Neizobraženi ljudje, ki nimajo nobene kakšne velike penzije, nimajo. In nimajo tudi nerazvite, bi rekla, v tem obdobju, ki so v penziji, nimajo razvite ene, kako bi rekla, latentne želje po spoznavanju novega. Kaj šele po kakšnih intelektualnih pogovorih. Njihova prva reakcija, ko pridejo tja dol, je, kje pa je slovenski program na televiziji v sobi. In sem rabila precej časa, da sem ugotovila, kaj pravzaprav te ljudi zanima. Zdaj, zakaj vam to vse skupaj pripovedujem? Zato, ker mislim, da govoriti o nadaljevanju svoje kariere, ustvarjanju nove kariere v tretjem življenjskem obdobju, to je stvar, ki velja za izobražene ljudi. Za tiste, ki so kolikor toliko, ki znajo čitati, ki jih kaj zanima, ki niso že v svojem poslu bili nekje daleč podrejeni v svoji službi, ki so jih zatolkli v službi, kako danes govorimo, da jih v osnovni šoli zatolčajo mlade, ampak ki so opravljali tista dela, ki niso imela nobene zveze z intelektualnim življenjem, ki so se zadovoljila z branjem najslabše vrste časopisov, ne bom jih omenjala, sami veste, kakšen je rumeni tisk, in z gledanjem televizijskih nadaljevanj. Žal je velika večina vsega tega, kar sem jaz prepeljala, jaz ne govorim zdaj o celi Sloveniji, ampak o teh, ki sem jih vozila, to so preprosti ljudje.